Dr. Cvetka Hedžet-Tot je dolga leta sodelovala z evangeličansko cerkvijo in z njenimi mediji. Bila je neutrudna sodelavka, ki je v skoraj vsaki številki evangeličanskega lista, to je mesečnik evangeličanske cerkve, objavljala svoje prispevke. Analizirala, komentirala ter obelodanila je misli, dela, pristope ter sporočila protestantskih teologov, ki so bili slovenski javnosti mogoče malo manj znani, kot naprimer Schopenhauer, Tillich ali Moltmann. Njen repertoar prispevkov je zaobjemal teme, misli ter modrostne razlage, ki jih je črpala iz globokega vodnjaka filozofije, teologije in etike. V krogu evangeličanske cerkve pa tudi širše je bila cenjena zaradi svoje profesionalnosti, načelnosti, nepopustljivosti, občutka za pravičnost in moralo, pa ne samo na papirju, v obliki znanstvenega diskurza, temveč tudi v realnem življenju. V svojih delih je dajalo velik poudarek trdnosti in obstojnosti vrednot. Močan vpliv na njeno razmišljanje in pisateljsko pero je imela protestantska etika. Z načelnimi izjavami in zahtevami je zagovarjala potrebo po novem utemeljevanju etike, obnovljenem dojemanju stvarnosti in spodbujanju rasti življenja znotraj svetovne biti, o čemer govori tudi njena zadnja knjiga Demaskirajoče tendence. Njen opus objav v evangeličanskem koledarju od leta 1999 naprej zajema 22 člankov, v evangeličanskem listu od leta 2007 naprej pa 181 publikacij. V decembrski izdaji evangeličanskega lista iz leta 2020 in v evangeličanskem koledarju za leto 2021 je objavila svoja zadnja prispevka. V članku Trdnost in obstoj vrednot proti etičnemu relativizmu, objavljen je v prej omenjenem evangeličanskem koledarju iz leta 2021, je zapisala, citiram, etika in njene vrednote so zelo vztrajne, kajti etično bivanje daje človeku varnost in občutek domovanja v tem kratkem življenju, ki ga živimo med rojstvom in smrtjo. Življenje je častno. Konec navedka. Življenje je častno. Tako ga je živela in oblikovala pomurska akademka dr. Cvetka Hedžet-Tot vse do zadnjega dne. Objavljanje njenih strokovnih prispevkov pa ni bilo omejeno na že prej omenjena tiskana verska medija evangeličanske cerkve, saj je sodelovala še z revijo Ljubi Slovenci, Stati in obstati, ter publikacijo evangeličanske cerkvene občine Puconci, Luč. Zadnja leta je skupaj z prejšnjim urednikom evangeličanskega koledarja, častnim škofom Gezo Ernišo, sodelovala pri predstavitvi vsebine in tem vsakokratne izdaje koledarja na tiskovnih konferencah. Dr. Cvetka Hedžet-Tot je sodelovala na mednarodnih znanstvenih simpozijih na temo protestantizma, kot naprimer ob 500-letnici Trubarjevega rojstva v letu 2008 na Filozofski fakulteti v Ljubljani s prispevkom Paul Tillich, kaj je to protestantsko načelo. Ali na že omenjenem mednarodnem znanstvenem simpoziju v Radencih na temo Tillichova teonomna metafizika. Na TV oddaji RTV Slovenija Polnočni klub na temo protestantska etika in še bi lahko naštevali. Leta 2007 je v sklopu Kuzmičevih dnevov in v spomin na tolerančni edikt v večnamenski dvorani v Puconcih nastopila s predavanjem Etika in protestantizem. Na dan reformacije leta 2009 je v evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti bila slavnostna govornica. To je le nekaj odlomkov iz bogatega sodelovanja dr. Cvetke Hedžet-Tot z evangeličansko cerkvijo,
njenimi mediji ali z protestantizmom povezanimi znanstvenimi simpoziji, obletnicami, proslavami ali drugimi dogodki. Za vse to sta Evangeličanska cerkev, kako tudi društvo Primož Trubar, izredno hvaležna. Zaključil bez odlomka z njenega zadnjega, že prej omenjenega prispevka v Evangeličanskem koledarju z naslovom Trdnost in obstoj vrednot proti etičnemu relativizmu. Citiram. In kje se začne dobro oziroma dobrota? Prisluhnimo starogrškemu izročilu. Že majhne otroke učimo, da je vrednota biti prijatelj in negovati prijateljstvo. Vrednota prijateljstva je namreč dobro. In to je vrednota, ki je za naše življenje nujna. Potrebujemo jo. Živeti brez prijateljev je težko, zelo težko. Mladi ljudje potrebujejo prijateljstvo, da jih ščiti pred zabludami. Starejšim je v oporu, saj nadomesti dejavnost, ki ugaša zaradi pojemanja moči. Ljudem srednjih let pa je prijateljstvo to, kar spodbuja k plemenitim dejanjem. Nam pojasnjuje stari mojster etike Aristotel. Takrat, ko se prijateljstvo, filija, širi od jaz, ti, odnosa na mi, skratka na celotno družbo, takšno družbeno razvito prijateljstvo pomeni solidarnost. Če institucije nimajo v svoj temelj vgrajene solidarnosti, potem niso za ljudi, niso humane. Solidarnost je v bistvu druga stran pravičnosti. Biti dober, biti prijatelj. Negovati prijateljstvo je torej biti pravičen. Konec citata. Svetka, kot se jo spomnimo, je bila dober prijatelj. Negovala je prijateljstvo in je bila po prej omenjeni definiciji torej pravična. Hvala za vašo pozornost. Je spodbujalo tudi mene neenkrat, da končam svoj doktorski študij. Že sama se je dogovarjala s potencialnimi mentorji. Nekateri tu prisotni se tudi tega spomnijo. Svetka je, kot vemo, dolgo prijateljevala in sodelovala tudi intenzivno v okviru naše ustanove z akademikom dr. Antonom Vratušem, našim častnim članom, ki je sodeloval mimogrede tudi z Josipom Hedžetom pred vojno in bil, kot je znano, prijateljsko in delovno povezan z ustanoviteljem Vrta spominov in tovarištva in pobudnikom ustanovitev ustanove že pred drugo svetovno vojno, ter bil izjemno povezan z ustanavljanjem in delovanjem ustanove od njenih začetkov, pred skoraj 30 leti, do svojega odhoda. Še v bolnici, do akademik Vratuša namreč, v zadnjem obdobju svojega življenja, 17. leta, se je živo zanimal, kako potekajo aktivnosti, kaj se dogaja v vrtu. Živahno smo razpravljali o še potrebnih in planiranih zadnjih 2 poglavjih njegove monografije, o njegovem sodelovanju z italijanskim antifašističnim gibanjem v obdobju od septembra 1943 do konca 1944. leta. Z veseljem tudi vsem vam tukaj prisotnim poročam, njegovi spomini, profesor Urban, bo izšel konec tega meseca. Petek prihajajo predstavniki založbe Beletrina, da se dogovorimo, kako in kaj bo izgledala predstavitev profesorja Urbana. Zakaj omenjam dr. Vratuša? Ker on je bil tisti, ki je povabil Cvetko za sodelovanje v ustanovi. Ni je bilo potrebno posebej prepričevati. Nasprotno, z veseljem je sprejela vabilo, ker smo bili povezani, kot rečeno že odprej, in ker je v vrednotah, na katerih je utemeljena ustanova, in v poslanstvo ter vrednostnih in humanističnih sporočilih Vrta prepoznavala polno skladnost s svojim prepričanjem, svojimi vrednotami, svojim, če hočete, etosom. Ne tako redko sva s Cvetko se srečavala pri dr. Vratuši ali si podajala pod narekovaj kljuko na Rimski 14 v Ljubljani. Cvetka je bila članica našega programskega sveta precej dolgo. Aktivno je sodelovala v delu ustanove, tudi v tako imenovanih delovnih akcijah Listje, torej v jesenskih čiščenjih vrta na Petajncih. Bila je govornica na naših prireditvah,
avtorica prispevkov v naših zbornikih. Nepozabno je bilo sodelovanje in priteljevanje Svetko. Tudi v okviru ustanove se je razdajalo z enako zagnanostjo, ognjevitostjo, strastno in neutihajoče, kot je predavala, nastopala v javnosti, od aktivnega sodelovanja v študentskem gibanju leta 1968, ko je bila, kot je sama dejala in zapisala, pripravljena skupaj z drugimi jurišati na samo nebo, se boriti za več demokracije in več socializma, ko je skupaj z mnogimi v takratnem gibanju verjela v vseobsegujočo moč politike in so na koncu ostali praznih rok. Do zavračanja, kot je samo imenovala, kobiličarskega kapitalizma in zoprestavljanja strupenosti in neokonzervativizma, do zauzemanja za rešitev Mure in nastopov v okviru Zveze borcev ter številnih družbenih angažiranih prispevkih. Tudi v našem sodelovanju se je potreboval njen idealizem, bil izpričevan njen humanizem in etika, njena vera v elementarne človekove vrednote, njena neomajna zavezanost ideji solidarnosti, temelju etike danes, kohezijskemu vezivu človeštva, kot bi rekel Kozvek. Soglašali smo z njeno ne enkrat poudarjeno maksimo, njenim ostrim nasprotovanjem pogosto slišane floskole, da smo v obdobju krize vrednot. Etika in vrednote niso v krizi, temveč politika zaradi svojih napačnih zgrešenih ukrepov je bil njen pogosti ugovor tudi v naših debatah v okviru ustanove. Dinamičnem, živahnem, intelektualnem miselnem viharjenju med Svetko in akademikom Vratušo in nami drugimi so se prepletale velike zgodovinske, etične in politične teme naše aktivnosti in tudi drobne življenjske zadeve. Njena zadnja, tudi javno nastopa v okviru ustanove, ko je svojim navdihujočim govorom na zaključni slovesnosti enega izmed literarnih natečajev za osnovne in srednje šole spregovorila o humanizmu in razgovore v okviru slovesnosti v spominskem dnevu ustanove oziroma spominskem dnevu spomina akademika Vratuša februarja 19 na temo solidarnost kot pravičnost, katerim se je na njen lasten način spomnila akademika, ostajata v trajnih analih delovanja naše ustanove. Kot ostajata njihov trajni del tudi njena izjemna znanstvena prispevka v zbornikih ustanove. Mislim na njeno razpravo z naslovom Tilhova teonomna metafizika, ki je šel v zborniku Protestantizem včeraj, danes in jutri, 14. leta, ko je predstavila nemškega filozofa in protestantskega teologa, ki so ga nacisti preganjali in je našel svoj drugi dom v Združenih državah Amerike, kjer je tudi umrl. In drug prispevek, Nikolaj Hartmann, Ateizem kot etika in vrednote, nemški filozof sicer, ki ga je objavilo, oziroma je bil objavljen v našem zborniku Bosa Pojdiva, Dekle Psorej, leta 10, ki ga je uredila njena tudi gimnazijska sošolka, kolegica in tako naprej, profesor dr. Etelka Korpič-Horvat. Dragocena in trajna zapuščina so tudi njeni številni zapisi o akademiku Vratuši, vrtu in ustanovi. V obširnem spominskem zapisu o akademiku Vratuši, ki je v vseh pogledih presegel običajne spominske posthumne zapise, je Cvetka zapisala, citiram: Na prireditvah ustanove smo praviloma vedno srečevali akademika Vratušo, ki je svojo karizmatično osebnostjo na vse nas, udeležence teh srečanj, učinkoval zelo pomirjevalno in povezovalno. Zdaj razumem, je zapisala Cvetka, da ne moremo govoriti samo o onesnaževanju okolja, ampak tudi o tem, na kar je Vratuša upozoril na neki mednarodni konferenci že v 60 letih. Ne vem, kaj me je prijelo. Opozoril sem na onesnaževanje odnosov med ljudmi. Koliko manj gorja, nadaljuje Cvetka, bi bilo v življenju, če ne bi bilo med nami tega zla, sesuti, sprti in skrajno konfliktni medčloveški odnosi. Ta svoj spominski zapis je zaključevala z mislijo, ki je izpričevala njen človeški in intelektualni kredo. Etično poslanstvo intelektualca pa je bilo vodilo in drža Antona Vratuša. Zato je bila poudarjena, je poudarjala Cvetka, v vseh njegovih življenjskih obdobjih etika pred vsakršno politizacijo. Sovražuje besedo karijere in karierizem, mu je bil tuj. Tudi nas, svoje učence, je pred karierizmom celo ogorčeno svaril in opozarjal,
da se sprašujmo, kaj dobrega lahko prispevamo k družbi. Ne pozabimo, da denar ni pomemben, osnovno je človek. Delujmo povezovalno tudi tam, ker je vsega malo ali celo nič. In nam, Prekmurcem, je omogočil marsikaj, kar bomo nadaljevali. Pisala je o akademiki Vratuši, v našem Vranu. Svojim življenjem in vsem svojim intelektualnim delovanjem pa je zapisano tudi sama potrjevala in tako ostaja v spominu tudi nam v ustanovi kot vsem nam drugim, s katerim je soustvarjala bogato življenje ustanove in tudi mnogih drugih tukaj prisotnih ustanov, organizacij in prijateljskih vezi. Hvala vam. Takole bi jaz v Cvetki povedal. Cvetka je prihajala k nam v pisarno, ona je bila naša Cvetka. Mi smo se z njo pogovarjali o vseh mogočih stvareh. Kak sem jaz, na primer, Cvetko spoznal? Prvič sem jo spoznal prek svoje mame, ena od redkih je bila, ki so spraševali po mami, ko je že bila v penziji, kako se mama počuti, kad jo prišli obiskat, ali od tistih obiskov je bila samo Cvetka, tista, ki je prišla obiskat. In iz tega obiska sem zvedel eno takšno resnico, ki je mogoče zanimiva, kajti zgodovina in življenje ljudi je tudi sestavljena iz posameznih zgodb, ki potem tvorijo neko celoto. Naša mama je zelo, če bi tako po domače, po prekmursko pravo, obrajtala Cvetko. Celo nekako rada jo je imela. Ne pa rada imela, če zdaj že o Cvetki govorimo, Bavčarove Brigite. Ne, Bavčarove, no. Zdaj ne vem, če sem prav ime pove. Ja, Brigita je Bavčarova. Me že malo spomenuo. Zakaj? Te mlade učenke so bile sprejete v partijo. In so Cvetka, pa še nazaj, ne vem, pustite me malo, spomin zapuščal, sta na nek sestanek zamudile, ali ga po domače povedano prešpricale, zdaj to ni važno, in seveda Bavčarova je zahtevala izključitev iz Zveze komunistov. Cvetko, pa še eno tam, ime pozabil. In takrat se je oglasila naša mama in je pravila, poslušajte, jaz sem v Sovjetski zvezi živela, v stalinskih časih in ne smo takšne stvari počenjali, kako hočete tukaj početi. No in tako sta njevi potem postali veliki prijateljci. To njen odnos do Zveze borcev je povedal Marjan. Marjan bi mogoče vedel več povedati, ker ona se je pri Zvezi borcev udejstvovala bolj v Ljubljani. Jaz vam moram povedati eno v začetku. Pa mogoče ne boste verjeli, Cvetka je slutila svojo smrt. Ona je vedela, da se je bližal konec življenja. Vedno mi je rekla, biološka ura se mi izteka, pravi, ne morem prihajati k vam, dokončati moram 7. knjigo, zadala sam si tole, da za vsako
10-letnico napišem eno knjigo. Mi smo jo imeli po svoje radi. Radi smo jo imeli, ker kot je župan rekel, je bila zelo kritična. Pa bom tudi povedal, mogoče malo nepovezano, ampak tudi za župana. Grozno me je nadlegovala in ni ji dalo miru, zakaj župan ne uredi odnosa, da praktično Ukrajinci posebej prihajajo in imajo tukaj proslavo. Bolj sem ji jaz propovedoval, da je to vprašanje malo širšega pomena odnosa, je kar od mene zahtevala, da napiševa županu protestno pismo, da greva k županu. To smo jo komaj prepričali, da do tega ni prišlo. Pravim, kot župan, ne vem, če mu je to kdaj ob kavici rekla, ne. To je bila njena opcija. Druga njena opcija je bila, ko si jaz ne morem nekako oprostiti, je bila to, da jo nismo pokopali po njeni želji. Resnično, želela si je pravi borčevski pogreb. Hvaležna nam je bila, ker smo očeta, ki ni bil, ne vem, borčevsko aktiven, ampak predvsem zaradi Cvetke, zaradi njene mame, zaradi družine, smo naredili pravi borčevski pogreb in na to je Cvetka bila zelo ponosna. Naslednje, kaj bi povedal, Marjan je o tem bolj obširno povedal, bila je tudi govornica na naši proslavi, dan upora proti okupatorju, skepsa, velika skepsa, kako to, da Cvetka se je nekako ponudila, to da neke izkušnje izgovora pri Štefan Kovaču, pa tole so naši člani, veste, kak je to, ja, so rekli to, da je sama filozofija, pa to, ne bomo razumeli pa to, ampak zgodilo se je to, kad smo Cvetko poklicali k nam na razgovor, ji povedali, se zmenili, kaj treba povedati in moram vam povedati, da je za mene Cvetka imela takrat zgodovinski govor. Govorila je več kot 1,5 ure, v dvorani je bila taka tišina in vsi so jo razumeli. Ploskanje, navdušenje. Govor takrat mi nismo nekako posneli. Posnel ga pa je naš član, tovariš Brunec Jože, in jaz sem dal Cvetki ta govor. Samo Cvetka je res bila takrat angažirana, je rekla, da to seveda treba prepisati, da brez lekture ga ona ne bi objavila in tak je ta
govor ostal. Še nekaj bi povedal. Mogoče na to. Umrla je pa z eno veliko bolečino. Ta bolečina pa se je nanašala na čist eno vprašanje, ki mi ga je vedno postavljala. Kdaj sva se srečala, je rekla to. Evgen, dragi, pa zakoj moji gorčanski literani za štere telko napravim, volijo toga prokleto Janšo. Zakoj so si za Janšo? Bole sem nekaj dopovedoval. Bole je rekla, pravi, če ne bi verjela v reformacijo, pa to me tam videli ne bi. To so nekateri fragmenti, vam pa moram tudi povedati, kak si je Cvetka zamišljala, kak bi naj bilo po njeni smrti. Ali tak, to mene je stalno napadala, ko sem lenuh, ko ne pišem, kelko bi lejko napisal. Pravila je to tak, naška, moja biološka ura se izteka, pravi, zmeniva se tak, ko boš ti meni učil ali pa ga s tebi, sem pravil tudi to, je zmenjeno, je pravila, pa tak, ti jaz povem, nika manges pod palcem, pa pravila bi tak, to pa manges eti na enem starom papiri, to sem si tudi nekše točke zapisal, tomu pa čisto tak preštu. No si pa more načele gor dati, kak je napravila. Če da pač tak mrla, pa to naj bi se njeno premoženje razdelilo na 3 dele. Prvi del tistome, ki da je v pokopu, plačo za grob, za 100 let je napravila, naprej treba ji plačati pri komunali. Ostalo premoženje, Zveza borcev Ljubljana, za tovariša Franto, za filmski sklad. Ostalo premoženje, Zveza borcev Murska Sobota, ki mora ob dnevu upora, ob komemoraciji položiti nageljček, ob prisotnosti praporščaka na moj grob. Zato sta zadužena, kak je napravila ti, pa moja druga mama, to je Zadravec Lizika iz Zveza borcev. Pravi govor mora izgledati tak, kak je izgledal, da sam pokopala očeta. Naslednje, kar bi rad povedal, je pa bilo to. Poseben odnos je imela do Beltinčara. Poseben odnos do naše tovarišice Lizike Zadravec, do tako imenovane, kot je ona pravila, moje dece. To je skupina Marka ne damo, to so bili njena deca,
Tem je posvečala ogromno pozornosti. Jaz bi, če mi dovolite, mogoče predlagal tak. Če je kdo zasledoval svobodno besedo, je lahko videl, da to, kaj je spravim, ko se njena biološka ura izteka, da je nekaj čutila v sebi, je to, da je v zadnjih številkah svobodne besede imela v vsaki številki vsaj po 2 članka. Te članki so se zadnje leto neverjetno vrstili, tako da so me že tudi naše tovarišice, ki so to kaj prebrale, ponosili člani, so me že vprašali, kaj pa je z našo Cvetko, pa naenkrat toliko piše. To bi bilo mogoče takole z mojega vidika, da nek njeni študent tudi prebere te članke, jih malo zanalizira in mogoče potrdi tej moji domnevi ali pa tej njeni neke misli, jaz bi celo rekel preganjavici, da se je biološka ura izteka. To je bil stalno. Ko ni mogla priti k nam na borce, je rekla, je telefonirala, pa meni, zasedena sem, moram končati knjigo, veš, kak je to. Ti se nikak poberi, pa nikak že piši, pa delaj, vidiš, kaj se nam pač ure iztekajo. No, mi smo jo jemali kot našo Cvetko. Tak, čist po domače. Ne kot, kaj jaz vem, neko tam v taj veliko znanstvenico, to smo cenili, ali ko je ona prišla k nam v pisarno, je zavladalo vsekakor nekako drugačno vzdušje. Hvala za vabilo, da z vami delim nekaj vtisov o Cvetkinih filozofskih naporih. Skušal bom prikazati recimo neke ključne razsežnosti filozofskih razmislekov in uvidov, brez da bi preveč zahajal v faktografske prikaze ali sistematično analizo njenih besedil. Mislim, da bo za to vse še čas. Namen današnjega srečanja pa je, verjamem, druge. Verjetno imate podobno izkušnje, ampak vsak izmed najinih pogovorov s Cvetko v zadnjih recimo 12 letih, bodi si v kabinetu, bodi si po telefonu, se je začel nekako sredi stavka, pri stvari sami. Zelo rada je bila konkretna in neposredna, pogovor pa končala s čim spodbudnim, s pohvalo, podrenjem ali zahvalo. Pogosto se mi je zahvalila, da se mi svojim klicem ali obiskom polepšal dan, in moram priznati, da mi je v zadnjih dneh mi te besede pomenijo še več, kot so mi takrat, ko so bile izrečene. Zdaj, nekateri izmed vas ste s Cvetko prijateljevali ali sodelovali več 10 let. Najin odnos je v tem oziru bil nekoliko krajši. Spremljala me je tekom študija, čez diplomo, do doktorata in docenture. Zadnje je to nekako predstavljalo njeno zadnje desetletje, zame pa neko ključno obdobje mojega prehoda iz mladostne nedoletnosti v zrelost, recimo temu, tako izobrazbeno, profesionalno, kot tudi predvsem osebnostno zrelost. Cvetkino mentorstvo je nekako name vplivalo odločilno in odločujoče, so neko samozavest, vero v vlastne sposobnosti, v zmožnost mišljenja in spopadanja z najzahtevnejšimi miselnimi izzivi dolgujem Cvetki. Vsa odločnost
trma, pa tudi zavezanost utopiji in idealističnemu zrenju prihodnost, vse to so rezultati njenega mentorstva. Pogosto sem bil mentoriran in učen, brez da bi se tega sploh sam dobro zavedal. Tako da globoko sem ji hvaležen za vso njeno zaupanje, ki me je pripričalo, da zmorem v življenju ustvariti tudi kaj izvirnega, kaj mojega. In hvaležen sem ji predvsem za zavedanje, da moram v življenju storiti tudi kaj dobrega za druge. Ne le kot filozof, ampak predvsem kot človek, kar mislim, da smo danes tudi že slišali. Filozof je vsekakor v prvi vrsti človek. In kot je Cvetka pogosto poudarila, ima vsak človek metafizično potrebo, le da je ta pri filozofu nekoliko bolj poudarjena, nekoliko bolj gori, žari. Potreba, ki nažene k spraševanju, zakaj nekaj je in ni raje nič. Potreba odkriti tisto, kar ni otipljivo, a nas vendarle zadeva, tisto, kar nas vznemirja, ohranja. Potreba, ki nažene k spraševanju sploh. Ta potreba, strast, bi lahko rekli, je bila izrazito poudarjena tudi v njenih besedilih. Tekom svoje filozofske karijere je ustvarila in objavila res obsežen opus. Ob 7 znanstvenih monografijah in vem, da je v sebi imela še kakšno. Je nastalo tudi več kot 100 znanstvenih člankov ter stotine drugih besedil in prispevkov. Pogosto mi je rekla, kolega, 1 stran na dan treba napisati, 1 stran na dan vsak dan, tako bo materijala zmeraj dovolj, glava bo pa lažja. Nisem se držal na sveta, žal. Je pa njena produktivnost definitivno osupljiva. Stotine izvirnih, znanstvenih, strokovnih, poljudnih, mestoma tudi umetniških prispevkov. V vsakem izmed teh pa jasno zaznati dvoje sledi, torej že omenjeno metafizično potrebo, ob tej pa tudi silno etično potrebo. Oboje, tako metafizika kot etika, zahtevata angažma. Ta se odraža v potrjevanju življenja, dobrega življenja, živetega v solidarnosti in sočutju. Eno izmed ognjan njej ljube Susan Sontag pravi, da sočutje prenapeto do skrajnih meja otopeva. Cvetka se je tako pogosto spraševala, ali ni paradoks sočutja v tem, da tisti trenutek, ko v njem govoriš ali gledaš prizore grozot iz vojne, sočutje izgine. Če, v kaj se spreminja? Morda v cinizem? Neka postmetafizična tolažba, da je vsak človek ena sama enačba med duhom in telesom, to zelo malo pomaga. Gre pa za to, kako se nam uspe ali ne uspe s svojim lastnim trpljenjem soočati in živeti. Susan Sontag nas strezni s svojimi ugotovitvami o tem, kako ljudje danes že domala konzumiramo upodobljeno trpljenje, prikazano na televizijskih zaslonih. Kot temu državljani modernosti smo že nekakšni potrošniki nasilja kot spektakla, ki v nas ne vzbuja sočutja, ampak prej cinizem. Postali smo neobčutljivi in nedovzetni za bolečino drugega. Zato bodo nekateri storili vse, da ne bi v njih karkoli zbudilo ganotja. Gre pri tem za našo moralno okrnjenost, je trpljenje drugih na televizijskih zaslonih postalo tržno blago. Etično smo otopeli in to ni več stoičnost, neka žlahtna stoičnost, ampak cinizem, straja Cvetka. Stoična drža še loči med tem, kar je prav in kar ni prav, medtem ko cinizem briše vse meje med prav in neprav. Cinizem odpravlja etiko s tem, ko zanika etično potrebo. Sočutje tako občutje, ob tem pa tudi vednost oziroma znanje o tem, da ljudje sočutja ne moremo in ne smemo opuščati. Pustiti ob strani sočutje, ki ga izkazujemo ljudem v vrtincu vojne in zločinske politike, ter se posvetiti razmisleku o tem, da so naši privilegiji umeščeni na isti zemljevid kot njihovo trpljenje in da so morda na načine, ki se jih raje ne bi zamišljali, povezani z njihovim trpljenjem, tako kot je bogatstvo nekaterih nemara povezano s siromaštvom drugih. To je naloga, za katero lahko boleče, pretresljive podobe morda preskrbijo le začetno iskro, je dejala Susan Sontag. Gre za iskro razmišljanja, ki vključuje zavest o potrebi po solidarnosti. In če jo razvijamo, potem pride do presežka dobrega. Saj je danes solidarnost druga plat pravičnosti. To smo že slišali danes. V sodobnem svetu, ki nam pozi iz rok, je to dejstvo, ki se upada z razvito demokracijo, utemeljeno na družbeni solidarnosti.
Kot na mnogih mestih poudarja Cvetka, tukaj ne gre za komunajzarstvo, tudi nič ideološkega, prej antropološko-etičnega, saj so že stari Grki solidarnost negovali kot medčloveškost v podobi prijateljstva, torej starogrško besedo filija. V filozofski refleksiji pa je prijateljstvo izraz za solidarnost. Ta sploh omogoča in utemeljuje učinkovito delovanje in veljavnost vseh družbenih institucij. Če te že v svojem temelju nimajo vgrajene solidarnosti, potem niso humane, ne morejo delovati za ljudi, za blaginjo vsakega človeka, niti za spoštovanje vseh drugih bitij in narave. Upor proti idealizmu in njegovemu olepševanju je več kot upravičen in možnost dati trpljenju, da spregovori, je nekaj, kar filozofija in z njo vred celotna humanistika mora narediti, pravi Cvetka v svojem poznem obdobju. Skratka, človečnosti oziroma humanosti sploh ne uspemo dojemati, misliti. Ne zmoremo je dojemati drugače, kot samo v njuni odsotnosti, ne navzočnosti, ki vsakemu tradicionalnemu nauku v dobrem ali celo kakšnem najvišjem dobrem izrazi, da ga po Auschwitzu ne moremo več misliti. Tudi pojma pravilnega življenja ne smemo otegniti temu, kar se je dogajalo na podlagi industrije smrti. Njen globok uvid v krizo humanosti, humanizma in humanistike temelji prav v tem zavedanju, v nezmožnosti sprijaznitve z dejstvom grozot 20. stoletja, katerih reprezentativen moment predstavlja prav industrija smrti v Auschwitzu. Mislim, da na tej točki postaje evidentno, kje tiči razlog za izbiro naslova mojega prispevka, torej angažirana filozofija Cvetke Tot. Njena angažirana filozofija od nas namreč zahteva nekaj več. Pogosto je trnala nad svojimi kolegi, ki jim je po večini mogoče zelo upravičeno učitala salonsko levičarstvo in se razočarano spraševali, kje so takrat, ko je treba na ulico, kje so, ko si je treba priznati vso svojo privilegiranost in se postaviti ob bok ter v bran tistim, ki nimajo te sreče. Cvetkin uporni duh generacije 68, na katerega nas je vedno znova spominjala, veje skozi vso njeno delo. To je uporni duh, ki gre z roko v roki z utopičnim zrenjem v prihodnost. Ne le v svojih besedilih, tudi če ne še bolj v svojih predavanjih in javnih nastopih, je vztrajno ponavljala, da današnja demokracija lahko preživi in sploh omogoči prihodnost le z malo več socializma in ne manj. Tukaj je seveda bila pogosto napačno razumljena, določeni termini so v naši družbi pač toliko zaznamovani, da je z njimi težko operirati na ravni filozofskega diskurza, brez da bi ta vsaj deloma zdrsnil v ideološkega. Kot študente nas je znala spretno voditi med čermi ideologij in naprikazati pomen ter vrednost teorij, ki jo te lahko imajo pri analizi pojmov in ki presegajo raven političnega ali ideološkega, ter ne zapadajo v sledništvo. Tega nas je želela obvarovati. Politiko in ideologijo je znala misliti metafizično, svoj premislek pa na to vrniti v diskurs vsakdanjega, v območje življenjsko-svetnega. In to je izvrstno predala tudi nam, svojim študentkam in študentom, kar je po mojem osebnem mnenju Cvetkin največji prispevek, formativni prispevek pedagoginje in mentorice, cele vrsti generacij študentov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mimogrede, pred dnevi mi je neka moja študentka zaupala, da je prav Cvetkin družbeno angažirani govor na informativnem dnevu prepričal, da se je odločila za študij filozofije. Ko ste tudi drugi že ugotavljali, ja, znala je pritegniti in navdušiti. Zdaj, če dovolite, jaz bi poskusil to angažiranost ponazoriti skozi Cvetkino sistematično branje filozofije, s tako imenovano materialistično, idealistično zarezo in razbiranje nekih posvetnih relacij. Kot ugotavlja nam Hegel, pojasnjuje, da tam, kjer se pravo utemeljuje na privatni lastnini, ljudje premoremo samo abstraktno svobodo. V tako urejenem svetu to nikdar ne bo konkretna svoboda. Marx se ob tem hkrati zaveda, da premoč kapitala kot občega, torej vseobsegajočega, totalnega, povzroča socialno neenakost in medsebojne odtujene posameznike. Lahko dodamo, da povzroča tudi posameznike odtujene od samih sebe. Družba je v celoti podrejena ekonomskim imperativom in od njih je odvisna celo čaščena civilna družba.
Na tej točki si je Cvetka pomagala s Jürgenom Habermasom, ko trdila, da kategorija prava izgublja svojo strateško ključno vlogo. Iz tega dejstva vsekakor izhaja, da mehanizmi družbene integracije niso normativne narave. Anatomija civilne družbe, tukaj citiram Habermasa, ki je zajeta v pojmih politične ekonomije, nam razkrije marsikaj. Ne pravne, temveč proizvodne razmere tvorijo okostje, ki drži skupaj družbeni organizem. Ekonomija s svojimi zakoni ne učinkuje povezovalno, prej izključevalno, nič solidarno. Pač najšibkejši člen marš ven, če zelo natančno uporabim Cvetkine besede. Vstajniški klic, kolikor denarja, toliko pravic, morda ni drugo kot nagonska zdrava ljudskost, ki mimo vse akademske znanosti samo spontano izgovarja to, kar sicer vsi vemo, torej dejstvo, ki je očitno vedno bolj nepremakljivo, toda vsem zadosti prepoznavno. V represivni družbi sta svoboda in nesramnost eno in isto, opozarja Theodor Adorno. Neko dogajanje, ki smo mu pričali zadnje leto in pol, to jasno potrjuje. V svojem značilnem slogu Cvetka pravi, da je najbolj zgovoren dokaz tega manifestacija svobode zdajšnjega sveta v podobi komolčarstva, ki se hkrati kaže še kot razkriti mehanizem tekmovalnosti in konkurence. To načelo smo po njenem mnenju po letu 1989 odeto v najbolj kičaste cape demokracije, kot pravi, belino kalodontnega nasmeška in polakirano s pojmom tolerance sprejeli kot protiotež pojmu solidarnosti. Filozofske teorije pravičnosti zelo odločno opozarjajo prav na moralno jedro sodobnih pravnih ureditev. Vse bi racionalne pravne konstrukcije naj služile utemeljevanju načel, ki naj bi oblikovale dobro urejeno družbo. A se žal pri tem pravo zelo oddaljuje od stvarnosti sodobnih družb. Brez pozitivne dinamike med teorijo in tem, kar se dogaja v družbi, pa imajo te velike težave s konkretiziranjem pogojev za uresničevanje teh dobronamernih načel. Torej, še vedno nas spremlja prizadevanje z dejansko emancipacijo od prisile tako narave, kot sicer nepogrešljive družbene proizvodnje. V tem so Cvetkina pričakovanja utopična in tako utopijo je treba ohranjati. Zato ne potrebujemo pozabe, potrebujemo pa to, kar je Walter Benjamin imenoval anamnetična solidarnost, ne izbris spomina. Zato, za kar so se borili, za kar ste se borili, ne glede na to, da se je v nekem trenutku sesulo, je vendarle treba ohranjati neko simbolno formo predstave. Na več mestih trdi, da je zato nujno, da se zavedamo, kako je naša politična kultura pomembnejša od naše politične ekonomije. Naj ponovim, ker mislim, da bi v današnjem stanju duha tudi sama želela to še posebej poudariti. Politična kultura je pomembnejša od politične ekonomije. Pri socializmu, ki se mu kot pojmu in vrednoti nikakor ni želela odpovedati, gre vendar za ohranjanje solidarnosti tega socialnega a priori, kar ni nedosegljiv utopični moment, ampak zajema tudi pravičnost. Če ponovim, solidarnost kot druga plat pravičnosti. Torej, pravičnost najširših družbenih razsežnosti, ki kot enakopravno vključuje tudi naravo, ta skozi zgodovino v imenu tehničnega napredka tako zelo odrinjeni, celo podrejeni pojem. Takšno utopijo, ki svojo pokončno hojo sega na področje socialnega, nujno moramo ohranjati, čeprav ne premoramo več ustreznega teoretičnega sidrišča, na katerega bi se lahko oprli. Smisel filozofskega pristopa je v tem, oziroma v neki potrebi, da filozofija skuša pojasniti razmere, ki naj nam omogočijo, da si na temeljno moralna vprašanja ljudje odgovarjamo sami. Ena najbolj moralnih odločitev je vsekakor tista, da živimo svoje življenje zavestno oziroma ozaveščeno. Vsaj v tem odločitev nikakor ne smemo postavljati na piedestal zapovedi in jih po vzoru notranje kolonizacije ponotranjati v represivno zavest. Mi pa smo hodili na barikade in kot uporniki jurišali na nebo, kajti vzgajali smo se sami, bili smo odeti v najčistejše sanje, pripravljeni izkrvaveti, umreti tam na barikadah upanja. Zapiše Cvetka svoje izkustvo spomina v enem izmed svojih člankov. Juriš na nebo, le s čim je razložil Dales toliko desetletij pozneje. Pravi, da samo s tistim, kar ga je porajalo, namreč potrebo po poštenosti in svobodi ter z občutkom pravičnosti. Občutenje pravičnosti ni nikdar delno, pa tudi pravica ne. Doživljaš jo kot sončne žarke, rečeno s Platonom, ki imajo moč, da vsako stvar povsem presvetlijo v celoti.
V imenu tega doživljanja, ki je trajne narave, priznava Eriku Hobsbawmu, da je šlo za gibanje, ki ni odkrivalo velike stvari samo v rušenju kapitalizma, ki ga tako ni maralo, ampak je kot veliko razkrilo potrebo po uničenju represivnih tradicionalnih vzorcev medčloveških odnosov in osebnega vedenja v obstoječi družbi. Zato je njena generacija 68 odpravljala tradicionalno politiko, ključno s politiko tradicionalne levice, z eno najprivlačnejših in najbolj zgovornih parol tistega časa, in sicer s parolo zasebno je politično, angažirano torej. Skratka, spremeniti je treba medčloveškost in trpljenje oddaljenih svetov začutiti kot svoje lastno trpljenje. Čutili so trpljenje tistih v Vietnamu, ki so se borili na mestu njih. Veselili so se upanja Kubancev kot svoje lastne radosti. Pri tem so upali, da se bo socializem obnovil in ohranil, da je trajen in da bo, kot utelešenje demokracije, ohranil svojo moč. Namreč kot edina in dejanska alternativa kapitalizmu vsej druge ni. Še so sanjali, želeli so stvari premakniti naprej, jih reformirati, tisti pa, ki so pisali scenarije, tako Cvetka, so stvar zapisali poginu. Kant nam sicer že stoletja dopoveduje, kako lahko samo svobodno bitje deluje moralno, čemur Marx dodaja, da vsekakor onkraj ekonomske prisile, svobodo, ki naj ne bi bila ekonomsko avtorizirana. Smisel nekega solidarnega, komunikativnega uma kot podružbenega uma bi tako lahko nagoval še kaj metafizičnega z vso to stranskostjo sijoče sreče ljudi, kot pravi Cvetka. Sreče ljudi, ki jim preživetje ne bi koloniziralo življenja. Skratka, življenja nič več ne bi odtujevalo vsem tem, ki ga imajo in živijo, ter ga z odgovornostjo za njegov obstoj prelagajo še na prihodnje rodove. Cvetka se tako niti filozofsko, niti osebno ni odrekla upanju. Ni se odrekla utopiji, metafiziki, tudi ne solidarnosti, le da je za Adornovo pomočjo sprejela, da je za intelektualca neomajna samota edino obličje, v katerem nekako še lahko pokaže solidarnost. Vso sodelovanje, vsa človeško združenja in udeležbe so gola maska za molčeče sprejemanje nečloveškega. Človek bi moral deliti trpljenje s soljudmi. Najmanjši korak k njihovim radostim je korak k otrdelosti trpljenja. Kot da bi bil edini smiselni protest samo še ta, ki se je preselil v našo notranjost, saj navzven ta trenutek ne moremo delovati. Bivanje s takim notranjim protestom je po svoje prijetno, pravi Cvetka, saj čutiš silo, ki ti omogoča, da se ne izgubljaš v nepravem svetu, da nisi eno z njim, še zlasti takrat, ko nisi več mlad. Kljub Auschwitzu, ki je paralizirana zmožnost za metafiziko, še negujemo metafizično potrebo, da na stvareh in dejstvih dojemamo nekaj več kot samo to, kar one so, upanje, da bi lahko bilo drugače, bistveno drugače, kot je. Danes levi optimizem več ne opije tako kot v Adornovem času, če komu svet ni všeč, naj si poišče boljšega. To bi bilo verjetno tako po malo mehčansko in salonsko levo klicanje hudiča, kot pravi Cvetka. In ko jih je Cvetka imela že krepko čez 60, se je vendarle raje odločila za tempelj miru. Čeprav je menilo skoraj da leto, se zmeraj zalotim z mislijo na to, kdaj lahko pričakujem njen naslednji klic, pogovor, zmeraj zanimiv, nabit z občutki, odločnostjo, preudarnostjo in upanjem. Iskreno jo pogrešam. Hvala za pozornost. Prej sem že pravil, kako je bila Zlata ptička, dosta kratka, med prvimi, ali pa prva poslala svoje predavanje in Sigdar praktično na vseh konferencah Pomorske akademije je bila, na eni par mogoče falila, dve max. Ona mi je Sigdar pravila, kar rada pride, da je povedala, kako učati zna. In s tem smo se seveda si strinjali. In ona je imela Sigdar zadnje predavanje na družboslovno-humanističnih sekcijah. Sigdar je zadnja bila. Prvi je bil Vran, to se konferenca začela z njegovim predavanjem, ona je pa družboslovno-humanistično sekcijo Sigdar končala. Končala z dveh razlogov. Zato, ker je znala napraviti tudi povzetek pa konec konference, drugi malo v heci vole pa zato, ker je Sigdar potegnila v odmor. In če bi bila na začetku, te bi celo časovnico podrla. Liki,
po Vranovi smrti pa je prvo predavanje pripadalo njoj. Ne glede na časovnico in pa na vse drugo, si ga je več kot zaslužila in je tako seveda tudi ga sikdar upravila. In jaz smo končil samo s tem, da nešče odide, da odide nešče, kad on je blizu, kad ga imamo rade, te sikdar prehitro odide. In za nas vse, ko smo tu, znam, ko je Cvetka prehitro odišla. Da nam pa dolgo ostala v lepi spominaj, par smo jih delili zdaj, če bomo imeli dosta prilike tudi, ki jih v prihodnje,